Tisti čas so učenci stopili k Jezusu in dejali: Kdo je torej največji v nebeškem kraljestvu? Tedaj je poklical k sebi otroka, ga postavil mednje in rekel: Resnično povem vam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da se mu obesi mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja. Gorje svetu zaradi pohujšanj. Pohujšanja sicer morajo priti, toda gorje človeku, po katerem pride pohujšanje. Če te torej tvoja roka ali noga pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe. Bolje je zate, da prideš pohabljen ali hrom v življenje, kakor da imaš obe roki ali nogi in si vržen v večni ogenj. In če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe. Bolje je zate, da prideš z enim očesom v življenje, kakor da imaš obe očesi, a si vržen v peklensko dolino ognja. Glejte, da ne boste zaničevali katerega od teh malih. Povem vam namreč, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega očeta, ki je v nebesih. Kaj se vam zdi? Če ima neki človek 100 ovc in ena od njih zaide, ali ne bo pustil 99 v gorovju in šel iskat tisto, ki je zašla? In če se mu posreči, da jo najde, resnično povem vam, se je veseli bolj kakor 99, ki niso zašle. Tako tudi ni volja vašega očeta, ki je v nebesih, da bi se pogubil kateri od teh malih. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na 4 oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali 2, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi 2 ali 3 prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Resnično povem vam tudi, če sta 2 izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, ju bo uslišal moj oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč 2 ali so 3 zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do 7-krat. Jezus mu je dejal: Ne pravim ti do 7-krat, ampak do 70-krat 7-krat. Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan 10.000 talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel preden in ga prosil: Potrpi z menoj in vse ti povrnem. Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan 100 denarjev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: Vrni, kar si dolžan. Ta je padel preden in ga prosil: Potrpi z menoj in ti povrnem. Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga.
Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedati, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: hudobni služabnik, ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe? In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu.